Jaz sem Tine Tomažič, direktor tehnologije v Pipistrelu v Ajdovščini. Ne ve prav dosti ljudi, da sem imel v bistvu kar precej težav se odločiti za svojo poklicno pot po gimnaziji. Skoraj sem vpisal medicino, skoraj sem vpisal fiziko, pa pristal na elektrotehniki, kar tudi ni klasična letalska branža. Enostavno zato, ker sem verjel, da bo na tem področju možne največ inovacije. Pipistrel je skupina sestrskih podjetij, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo in vzdrževanjem letal. V tem trenutku imamo po svetu približno 2700 letal, ki so vsa po vrsti načrtovana tukaj pri nas v Ajdovščini. Eno od Pipistrelovih podjetij je prav namenjeno temu, da spravi izdelek od same ideje preko razvojnega postopka, tudi čez certifikacijo in do tržišča. To je pa prav tisto področje, ki ga vodim jaz. Tri taki glavni stebri, dolgoročni razvoj, 8-10 let v prihodnost, nove tehnologije, trenutni razvoj, 2 do 3 leta traja namreč, da se letalo razvija od A do Ž, in potem certifikacija, ki je pa v bistvu dokaj fleksibilna stvar, za enostavnejše stvari par mesecev, za kompleksnejše stvari tudi par let. Ja, kot direktor tehnologije se vsakodnevno srečujem tako z internimi skupinami, oddelki, interesnimi skupinami, tudi s področja proizvodnje. Vedno, ko pride do uvedbe nove tehnologije, je treba poskrbeti za en tak zelo soliden most med razvojnimi inženirji in tehniki v proizvodnji, pa tudi potem, da stranke razumejo, kaj je vgrajenega v naša letala. To je pač en del, to je tisti interni del. Eksterni del, moja odgovornost je tudi vzpostaviti dolgoročna sodelovanja z dobavitelji, s partnerji, ker v letalstvu gre dejansko za zelo kompleksne produkte, ki jih zelo redko pokrivajo firme same. Mi smo v tem precej edinstveni, zelo veliko, morda preveč stvari delamo pod eno hišo, zato se tudi bolj in bolj odpiramo partnerstvom. Ko rastemo kot podjetje, smo bolj prepoznavni in s tem tudi bolj zanimivi za kakšna večja, bolj vzpostavljena letalska podjetja, ki sedaj želijo sodelovati z nami. Zelo veliki izzivi v zadnjih 2 letih seveda so premikanje ljudi. Letalstvo temelji na zaupanju, na vzpostavitvi varnosti, ne samo varnosti samega letala kot izdelka, ampak tudi kako do tega izdelka pride, ne. In ključnega pomena je, da ekipe, ki delajo skupaj, tako interno kot eksterno, zelo tesno sodelujejo med sabo na nivoju zaupanja. In zdaj v tem času covidne pandemije seveda nismo mogli potovati tako kot prej in veliko več časa, da se traja zdaj, da se določene stvari odvijajo. Drugi izzivi so pa na področju kadrovanja. Naše podjetje skokovito raste. Slovenija kot sama nima izobraževalnega programa za letalske inženirje, zato moramo letalske inženirje praktično vzgajati in dobivamo kadre z področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, fizike, matematike, pač tehničnih branž in jih potem interno priklopimo delovnim skupinam, da pridobijo letalska specifična znanja. Mogoče vsak dan tudi delujemo kot ena majhna izobraževalna ustanova na zelo specifičnih tematikah in to je pač proces, ki traja in je zelo zanimiv. Daje nam pa pol tudi eno tako končno prednost pred drugimi, ker lahko svoj kader obrnemo v smer, ki je za nas najbolj zanimiva, tarčno zanimiva za produkte. Moje zadovoljstvo v tem, kar počnem, temelji na tem, da smo v letalstvu obrnili smer pogonov iz bencinskih na električne. 13 let nazaj sem s sodelavci sodeloval v projektu, kjer smo naše prvo letalo opremili z električnim pogonom. Večina leta se je smejala, nekateri so celo spraševali, kako dolg je električen kabel, ki ga letalo vleče za seboj. Kajti tehnika na baterijski strani še danes ni tako dobra, kot bi si želeli, takrat je bila pa še precej slabša. In ne samo, da v tem trenutku kot edini na svetu proizvajamo električna letala, ki jih dobavljamo strankam, morali smo pripraviti tudi zakonski teren, standarde, prepričati letalske oblasti, letališča,
varnostne službe, reševalce, da so ta letala vsaj tako varna ali bolj varna kot vsa ostala. In tu je zame tisti tehnični dosežek. Na bolj mehki strani stvari mi je pa v zadovoljstvo to, da so naša letala sprejeta in da si ljudje želijo vedno novih električnih letal. Se pravi, da smo s produkti, ki jih dajemo na trg, vzbudili željo po novih, kar mislim, da je enako svojevrstno priznanje, da si ljudje in ne samo mi želijo tega preboja tudi v prihodnje. V osnovni šoli so mene letala že zanimala. Ni pa bila to edina stvar, ki me je zanimala. Vedno je bila pa neka veja tehnike v mojih mislih prisotna, predvsem v razmišljanju, kako lahko določene stvari izboljšaš ali predrugačiš, da bojo bolj enostavne za uporabo, da mogoče ne bo treba ljudem biti inženirji, da bi razumeli, kako neka stvar deluje, ampak bi jo samo uporabljali. To je tisto, kar je mene vedno gnalo. Letalstvo mi je bilo blizu, tukaj v Ajdovščini, letališče, Aeroklub Pipistrel je bil takrat v svoji začetni fazi rasti. Te stvari so bile meni dostopne, dejansko tudi peš sem lahko šel do letališča in mislim, da vsakeč, ko sem bil tam, so moji možgani začeli razmišljati o novih stvareh in potem je ta želja prevladala pred drugimi. In čeprav nisem imel možnosti študirati letalstva, ker v Sloveniji tega programa ni, namreč načrtovanja letal, sem potem zbral eno tako branžo, za katero sem mislil, da se bo v letalstvu šele uveljavila. Moram pa povedati, da takrat ni šlo v mojem razmišljanju za elektrifikacijo pogona, ampak predvsem za naprave, ki bi pilotom pomagale leteti lažje, določene elektronske naprave, prikazovalniki, take stvari. Tako da v življenju se marsikaj obrne, fajn pa je, predvsem se mi zdi, da ljudje izrazijo svojo željo, kaj jih res zanima. Kako do tja prideš, zmer je več poti in zmer se do tja da priti, ampak če slediš svojim željam, potem tudi nobena pot ni pretežka. Še vedno bi izbral tehniko kot osnovno izobraževanje. Rad bi pa, da bi se tehnični izobraževalni programi obrnili tudi v smer poslovanja, osveščanja ljudi, kako se določeno idejo spravi na tržišče in za tak produkt skrbi. Jaz mislim, da je predvsem na slovenskem področju se preveč razlikuje med inženirstvom in prodajo ali pa med inženirstvom in skrbjo za poslovnost. Vkolikor je možno dobiti kakšne izkušnje, kakršnekoli preko vajeniških programov, preko kakšnih obiskov, mogoče tedenskih, večtedenskih podjetij, ki so uspešna v poslovnem vidiku, mislim, da to je ena taka zanimiva kombinacija za vsakega mladega. Ampak sigurno, dolgoročno bojo najbolj varni tisti, ki bojo ustvarjali in ne samo prodajali. In jaz še zmeraj zagovarjam to svojo odločitev in stojim za njo in ne bi spremenil ničesar glede svoje izobraževalne poti. Predvsem bi jim položil na srce, ne ostanejo lokalni. Slovenija ima dobre izobraževalne programe, ni treba iti daleč v tujino, ni treba se odseliti od doma, zato da bi dobili boljšo ali pa primernejšo izobrazbo. Izkoriste svoj čas, ki bi ga sicer namenili selitvam, premikom, dnevnim, zato da mogoče kaj v praksi preizkusite tudi sami. Poskusite se povezovati z sebi mislečimi, naredite kakšen manjši projekt, poskušajte obvestiti lokalno podjetništvo, kaj vas zanima, probajte prodati tudi sebe v času, ko se izobražujete, ker boste s tem naredili zelo veliko. In mislim, da lahko o tem govorim, ker imamo v podjetju zaposlene praktično iz cele Evrope, tudi sveta, in lahko rečem, da je slovensko znanje in izobraževanje na zelo visokem nivoju, popolnoma primerljivo ali pa boljše od kateregakoli drugega evropskega programa.